Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna, ki jo tokrat začenjamo z obetavno novico. Od jutri, 19. junija do petka 22. junija, se bodo namreč v gozdu Martuljku izvajala asfalterska dela na državni cesti. Torej grejo dela na tem odseku počasi k koncu. V času izvedbe del bodo možni večji zastoji, zato voznike naprošajo tudi za razumevanje, so sporočili iz Kranjskogorske občine. Potem, ko je Kranjskogorska občina v zadnjih letih uredila območje okoli jezera Jasna, se zdaj obeta tudi ureditev tistega dela Obrežja, ki je v zasebni lasti. Več kot 10 let opuščen turistični objekt je namreč dobil novega lastnika, ki napoveduje ureditev kavarne in apartmajev. Težko pa bo ujel letošnjo poletno sezono. Apartmajsko-gostinski objekt ob enem od dveh med seboj povezanih umetnih jezer ob sotočju Velike in Male Pišnice je bil zgrajen leta 2006, potem ko je v požaru pogorel prejšnji gostinski objekt. Lastniki so v njem uredili apartmaje, vendar se občina s to namembnostjo ni strinjala, saj je želela, da bi na tej lokaciji na obali jezera znova deloval gostinski objekt. Objekt, ki je kasneje prešel v last Deželne banke Slovenije, je dolga leta sameval, zdaj pa ga je kupila družba Alpe Adria Turizem in Camping, katere lastnik je nekdanji predsednik Stranke mladih Slovenije Dominik Š. Černjak. Ta obljublja, da bodo objekt oživili in v njem uredili 8 apartmajev in kavarno. Poleg tega bodo uredili okolico in parkirišče. Želi si, da bi lahko vsaj del ponudbe zagotovili še v letošnji poletni sezoni, vendar, kot je pojasnil, se trenutno še prebijajo čez birokratske ovire. Objekt nameravajo prenoviti do naslednje poletne sezone, celotna investicija, ki bo dala tudi 14 delovnih mest, pa naj bi bila končana v 2 letih. Da bi objekt, ki mu pripadata še okoliško zemljišče in polovica jezera, čim prej oživel, si želijo tudi na občini in v turizmu Kranjska Gora. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je zato vesel, da ima območje vendarle novega investitorja. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je bila muzejska noč. Pripravili so otroške delavnice, vodenje z demonstracijo fizikalnih poskusov, poletno druženje s kitaro, nočno vodenje po muzeju in opazovanje zvezd z zvezdogledom. Na ogled je bil tudi film V kraljestvu Zlatoroga. Najprej lep pozdrav in dobrodošli še enkrat tukaj pred Slovenskim planinskim muzejem. Kot veste, naš muzej ni navaden muzej. Tukaj se namreč z mnogimi vami, predvsem domačini, trudimo, da ustvarjamo zgodbo, zgodovino planinstva, gorništva in alpinizma. Verjeli ali ne, danes je 16. junij in 16. muzejska poletna noč. In prvič smo se odločili, da jo pripravimo v Slovenskem planinskem muzeju. Slogan našega muzeja je Navezan za vrhove prihodnosti. Lep pozdrav Mojstrančanom, turistom, planincem, pa vsem, ki imate pravzaprav tale del Slovenije radi. Jaz sem vesel, da se Mojstrana poistovi z muzejem, s planinstvom in da tudi Slovenski planinski muzej deluje zdaj majčkeno drugače kot prej, da deluje tudi malo bolj za ljudi, za javnost, za zabavo, pa seveda na koncu planinsko, ker je tudi Slovenski planinski muzej. Na rednem letnem občnem zboru so se sestali člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Pregledali so delo v preteklem letu in začrtali načrte za prihajajoče mesece. Lepo je biti župan takega kraja, kot je Kranjska Gora. Kranjska Gora je pa pravi alpski kraj tudi zaradi ljudi, ki v njem živijo in zaradi takih prireditev, kot je izpeljana prav pod Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora.
Ob tem naj omenim, da je to ena dolga zgodba, stara zgodba, ki še traja in jaz res, tako kot je Srečo rekel, upam, da bo trajala še dolga leta. Tukaj je to zgodba od majhnega otroka, ki pride v klub, do tekmovalca, do upokojenega tekmovalca, ki rata spet starš tekmovalcu, trener v klubu, član in seveda tudi delavc na akcijah, pa seveda spet in spet in spet. In to je bilo vse lepo v poročilih povedano. Jaz tle res vidim, da zadeva v Kranjski Gori ne bo zamrla. Občni zbor je bil volilni, tako da ima Alpski smučarski klub Kranjska Gora starega novega predsednika. To ostaja Gregor Benedik. Kot sem že na samem zboru rekel, sem počaščen in z veseljem sprejemam to odgovornost in to možnost, da s to odlično ekipo, s temi odličnimi ali pa nenadomestljivi člani ASK-a peljemo stvar 4 leta še naprej. Tudi na samem občnem zboru je povedan, da so naši cilji visoki, da pripravljamo investicije v ciljno areno poligona z novo zgradbo, z novitetami na vseh naših poligonah, širitvijo igrišča, s posodobitvijo poligonov, vse to z namenom obdržati pokal Vitrac in seveda nuditi mladim tekmovalcem najboljše pogoje za trening in s tem zagotoviti obstoj ASK-a v takšni ali še boljši obliki tudi v prihodnosti. Podarili smo priznanja kot vsako leto vsem dobitnikom kolajn na državnih prvenstvih. Sigurno gre tukaj izpostaviti Meto Hrovat, ki je pač dosegla poleg kar nekaj kolajn na državnih prvenstvih tudi najboljše možne rezultate v svetovnem pokalu, tako da tudi na tem mestu čestitke in verjamem, da bo v prihodnjih letih pokazala še veliko več. V gozdu Martuljku so balinarji odprli novo balinarsko sezono. Seveda ni šlo brez prvega tekmovanja in preizkusa moči, komu gre trenutno balinanje najbolje od rok. Niti ni šlo brez družabnega srečanja. Letos imamo 10. junija tale štartna poteza za naš balinanje. Lansko leto je bil 11. letos pa 10. Udeležba je bila odlična, vse sorte udeležencev se prikazali, od veteranov do alpistov, balinarjev in tako dalje. Lep dan je nam pač povedal kar do večera in lepa zabava, lep življenje in takih slučajev si še želimo. Gorski kolesarji so ta konec tedna znova zavzeli Zgornjesavsko dolino in kolesarske poligone. Na sporedu je bil namreč IXS Evropski pokal v gorskem kolesarjenju. Tekmovanje se je udeležilo več kot 230 tekmovalcev iz različnih držav. Enkratna promocija ponovno za kolesarsko destinacijo Kranjska Gora, enkratna promocija za vse nas, kajti služilo nam je tudi vreme, da dokažemo vsem, da v Kranjski Gori znamo in da postaja Kranjska Gora v poletnem terminu ena izmed najlepših evropskih kolesarskih destinacij, kajti če pogledamo z vidika kolesarja v tej občini, v tej dolini, resnično izpolnjujemo vse zahteve kolesarskih navdušencev, imamo kolesarske servise, imamo kolesarske trgovine, imamo kolesarske infotočke, imamo postajališča, imamo dolinsko kolesarsko stezo, ki povezuje 3 države, imamo 150 km kolesarskih poti, delajo se novi kolesarski trejli in nenazadnje seveda imamo tudi kolesarski park in prav je, da to pokažemo svetu, Evropi in to smo na lep način tudi naredili ta konec tedna v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. 30. redna seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek 21. junija ob 17. uri v sejni sobi občine Bohinj. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Muzejski večer s kolesom okoli Anapurne bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 19.
Odprtje medinstitucionalne etnološke razstave Žehta pranje perila pred uvedbo pralnih strojev bo Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v soboto ob 18. Na Rajže po poteh Triglavskih pravljic se znova lahko odpravite v ponedeljek 25. junija. Turistično društvo Kranjska Gora že več kot 20 let organizira tradicionalni Andrejčkov tek. Letos bo tek prvič potekal do vrha Vitranca. Tekmujete lahko v ponedeljek 25. junija. Na Vanišah v Podkorenu bo na praznični ponedeljek 25. junija tradicionalni nogometni turnir. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!